V zadevi TEŠ6. Naslednik Alstoma je danes na sojenju v zadevi TEŠ priznal krivdo pomoči pri zlorabi položaja na škodo TEŠa, plačati mora 23 milijonov evrov kazni. Na prvo obtoženi Uroš Rotnik in 10 soobtoženih pa krivde ni priznalo. Rotnik je zavrnil vse očitke iz obtožnice, bremenijo pa ga kaznivih dejanj zlorabe položaja kot direktorja TEŠa in pranja denarja. Njegov odvetnik pa v priznanju Alstoma vidi možnost, da sta se država in novi lastnik Alstoma dogovorila v zameno za kakšen drug posel. Tožilstvo obtožene bremeni oškodovanja TEŠa za okoli 256 milijonov evrov pri gradnji bloka 6, medtem ko se je TEŠ s HSE-jem poravnal za 5 milijonov evrov več. Kaj priznanje nekdanjega Alstoma pomeni za obtožene, pa Karmen Lugarič. Politika novega lastnika Alstoma je sporazumno reševanje sporov, zato so danes krivdo tudi priznali, pove njihov odvetnik Boštjan Penko. In na tak način jih je tudi rešila, torej s prevzemom odgovornosti za ravnanje Alstoma iz tistega časa, brez prejudica do odgovornosti kogarkoli drugega. Tudi v civilnem delu je zadeva rešena sporazumno, tako da z tega stališča pač je družba, ki jo zastopam, želela zadevo rešiti celovito v korist vseh strani. A dejstvo je, da je General Electric priznal krivdo pomoči pri zlorabi položaja Rotniku, ki naj bi ga prav tako zlorabil tako v korist Alstoma, sebe kot podjetja CEE, ki je posredovalo med TEŠom in Alstomom, kar tožilcem lahko olajšuje delo pri dokazovanju krivde ostalih. Zagotovo v vsakem postopku pomeni neko dodano vrednost priznanja krivde. V tem konkretnem postopku je sodišče danes predstavilo, da sporazum o priznanju kazenske odgovornosti izpolnjuje formalne pogoje, o sami vsebinski presoji pa sodišče šele bo odločalo, tako da danes sporazum še ni sprejet, vendar na specializiranem državnem tožilstvu ocenjujemo, da ni razloga, da ne bi bil sporazum sprejet. Rotnikov odvetnik je prepričan, da priznanje zagotovo ni dobro za soobtožene. Razloge za priznanje vidi drugje kot v poštenosti. Če bo priznanje krivde sprejela, potem je to seveda zelo neugodno za vse obdolžence v tem postopku. To je jasno. Moram pa reči, da mi ni jasno, zakaj je Alstom priznal krivdo. Verjetno je zadnji nek večji deal med državo in Alstomom. Alstom je že poleg današnjih 23 milijonov evrov kazni pristal tudi že na sporazumno plačilo 261 milijonov evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi. Tožilstvo je očitalo nižje 256 milijonsko oškodovanje. Odvetnik ima še eno teorijo. Glede, ne vem, zakaj so ga plačali. Mogoče zaradi tega, da razbremenijo bilanco svojih rezervacij za manjši znesek, kot so bilance rezervirali, kar je za nekega menedžerja v Alstomu lahko super bonus pri njegovi nagradi. Lahko so se pa pred arbitražo dogovorili zaradi tega, ker so sklenili nek večji dogovor za državo Republiko Slovenijo, v katerega je bilo verjetno tudi tožilstvo vključeno. Nihče od soobtoženih krivde ni priznal, ne prvo obtoženi nekdanji direktor TEŠa Rotnik, ne posrednik med Alstomom in TEŠem, direktor podjetja Boštjan Kotar, ne lobist Peter Kotar, ne davčni svetovalec Darko Končan. Finančnik Bogdan Pušnik, ki naj bi Rotniku pomagal pri prikrivanju izvora premoženja, se v krivdi ni hotel izjasniti. 10 let je od storitve kaznivih dejanj odvetniki zahtevajo izločitve elektronskih komunikacij. Še sveže iz Državnega zbora.